No, tlej moč, recimo, take dve misli imam, kaj si to rekel. Ta prva je to, da ne vem čist, kdo nam je dal to za misel, ker zdaj, če bi spraševali random ljudi na ulici, kaj je smisel življenja, bi rekli kaj? Biti srečen. Ne? To je neka mantra, ki jo živimo. Point life je sam, da si srečen. Ne? In imam pojma, kdo nam je to vcepil v glavo in mislim, da je to daleč od dejanske poante življenja. Sicer lahko rečemo poante je to, kaj si ti sam zbereš, vsak posameznik si lahko zbere, kaj je smisel in to bo potem tudi zanga smisel. Ampak zdaj, če mogoče, pa mislim, da ni preveč filozofsko, rečemo, kaj je v osnovi zelo, če rečemo, kaj je to, fizikalno, matematično, kaj je smisel življenja? Fizikalno? Ali pa naravno, biološko, evolucijsko, kaj je smisel life-a? Ja, razmnoževanje. Da gene daš naprej. Ja, to meni mi imamo več prizem, skozi katere lahko opisujemo, ne? In skozi prizmo evolucije je to, kar sta rekla. Ne? Eno je, da svoje gene predaš naprej, a ne? To pa lahko narediš, mislim, da to narediš, moš preživeti, a ne? In moš se razmnoževati. A ne? To je iz te evolucijske prizme, pa ima še pa eno tako zelo, po mojemu, ki je tudi zelo pragmatična, da kaj je funkcija, nek dober primer, kaj je funkcija te mize, kaj je smisel te mize. Zakaj je bila ustvarjena? Ja, ta miza je bila ustvarjena, da je miza in da dela stvari, ki jih miza počne. Lahko rečemo. In kaj je pa zdaj smisel life-a? Smisel life-a je, da se ga živi. Ja. To je osnovna funkcija life-a. In zdaj ne vem, kdo nam je dal v glavo, ne, smisel life-a je, da si srečen. Tako ne. Smisel, tako je smisel te mize, da upravlja funkcijo mize, da je miza. Ti samo bod miza. Kaj miza dela? Ta moj kozac mi drži, pa lahko dam roke ga. To ni. Miza živi poslanstvo mize. In zdaj, smisel mize je biti miza. In zdaj, smisel life je živeti ta life. To je to, dokler ga živiš. Ampak se ti imaš noter v temu živeti life, imaš ukomponiran iskanje sreče, če ima nekdo pač to v življenju. Tako, kar si rekel, večina ljudi išče to srečo, pa želi biti srečni, ne? To je ukomponiran noter. Tako pač živijo. Zakaj misliš, da je ukomponiran? Zato, ker to je njihova realnost in tako živijo. Se pravi, življenje je tako njihovo. Kaj misliš s tem, kar rečeš, to je njihova, naša realnost? Dajmo zdaj primer, ker sem glih danes se pogovarjal. Recimo zdaj je ful nek trend ljudi, ki hodijo na ayahuasko v Južno Ameriko. Ne? Se pravi, imamo tukaj zahodnjake, ki so odraščali v neki krščanski tradiciji ali pa okolju in zdaj je tam neki zanimivega. In zdaj gre oni tja, neki se išče, bi se strinjal z mano. Definitivno. Se pravi, išče se smisel, sreča, zadovoljstvo, karkoli. Se pravi, nekaj boljšega je na uni strani. Zato grem tja. Jaz, tako da sva še bolj pravilna, jaz celo mislim, ne toliko, da se išče sreča, kot da se išče rešitev da rešijo nesrečo. No, sej. Drugi pol. Se sliši kot isto, ampak mislim, da ni. Marsikdo ni, mi ne iščemo toliko sreče, kot iščemo odsotnost nesreče. Ja. Ampak če iščeš toplo vodo, ne, ti sam iščeš vodo mrzle. V tem primeru to zelo je ta dualnost dosti večja, imaš toplo mrzlo, ampak se mi zdi, da se pravi rešuješ situacijo svojo. Ja. To je mogoče tako, ampak še bolj pravilno. Ja, ampak jaz bi ti rekel, se strinjam, da je bolj pravilno, ampak že to, da ti iščeš srečo, že to malo komponira noter nezadovoljstvo samo po sebi za trenutno situacijo. Ja, zato, ker ti sreča izven tega, kar si zdaj. Ta game je itak v osnovi zastavljen proti tebi. It's against the odds. Game, če ti živiš live v iskanju sreče, je že to v osnovi, jaz mislim, game, ki
kjer si težko zmagovalec. No, hočem ti predlagati, da ni nujno. Ne? Zato sem tako začel, ker si rekel, point life je živeti in jaz se strinjam s tem najbolj možno. Ampak hočem povedati, že vkomponiran v življenju je vse, kar življenje vsebuje, vključno z iskanjem sreče, vključno s pejni, vključno z zablodami, vključno z vsem. To je pač življenje tvoje. A štekaš? To je vse, v bistvu point life je iskanje sreče. Za tizga, ki išče srečo takrat. Pa point life je ubiranje jabolk za tizga, ki takrat ubira jabolka. In to je življenje, to je živeti življenje, ne? Pa pač umreš, ni več tega. Ne? Tako, to sem hotel sam povedati, da ni nič izven tega izključen. In težko za drugega rečemo, pizda, on pa na napačnem mestu išče smisel življenja. Ne? Ker išče na točno pravem mestu. Ne? Zelo dober point. Veš, kje se mi pa zdi, pa tak zelo praktičen fuck up, ki ga človek doživi. To pomeni ta narativa, ki je zelo popularna. Ne? To pomeni najti nekaj, za kar bo vredno umreti. To pomeni najti nek calling. Ne? In zdaj, recimo, jaz si najdem nek calling, da mu reč, moj calling je potovanja, potovanja, jaz sem zdaj, to pomeni, naredimo vse, da jaz potujem širom tega sveta in to delim na Instagramu in to je zdaj moj mission, ki ga živim in to mi daje srečo in dobre občutke in potem se zgodi COVID-19 in me zaprejo. In kaj se zdaj zgodi z mojim lifeom? Jaz zdaj ne morem več slediti mojemu callingu. Jaz sem zdaj stuck at home. V Prekmurju sem stak. In kaj lahko zdaj naredim? Kaj hočem reči? Ta filozofija, ki je popularna, vidim, ima problem, ker se mi zdi ne zavedamo to, da je zelo velika verjetnost, da na eni točki na tvoji časovni premici to več ne bo funkcioniralo. Lahko, da si srečneš in da bo ta calling, da ga boš ti lahko do konca life imel. Odvisen si. Zelo si odvisen. Ja, se to je. In prepuščen si sreči. Na nek način še bi lahko mogoče rekel bolj, kot je potrebno. Recimo, še hujši primer, ampak na žalost zelo resničen. Kaj reče kdo, moj mission so zdaj, ali pa zakaj sem na tem svetu, so moji otroci. In pustimo te najbolj best scenarije, da se otrok ponesreči in ti ostaneš dejansko brez smisla v life. Ampak recimo še bolj pogost scenarij, ki se zgodi, tvoj mulc, tvoja hčerka se odseli. In ti zdaj po 18 letih si izgubil ves smisel. In je težko zdaj živeti life, ker ti zdaj moraš pa dati pa nov smisel. Sam kaj to zdaj pomeni, da on smisel ni bil pravi, veš, da je to zdaj nek alternativni smisel, ker sem ga malo na silo najdel. Zelo si dependent na neki, na kar sploh ne bi rabo biti dependent, če bi si ful po enostavno pa rekel, smisel ni ne v mojih otrokih, ni ne v potovanju. Smisel mojega lifea je, da ga živim. In dokler ga živim, je to moj smisel. Ja, sem kaj to pomeni, da ga živim? Ali to je zelo abstraktno, ne? Ja, je zelo abstraktno, ampak mislim, da se tle samo začne. Da lahko iz tega potem dol greš razčlenjevati, pa dajati to v prakso. Recimo, pa da to naredimo live. Ena stvar, kaj to pomeni, ko se odločaš, kako vrednost boš dal določenim stvarem v lifeu. Potovanja, moji otroci in tako naprej. A mogoče malo preveč cenim to, ali se malo preveč naslanjam na to. Recimo je že prvo tako zelo praktično praktično pogovor, ki ga lahko imaš sam s sabo. To je zanimivo, ja. To je zanimivo. Zakaj jaz vedno, jaz bi tako rekel, lahko daš vso svojo vrednost v otroke, ko se z njimi igraš, recimo, tako, pripravljen bi biti, zdaj nekdo pride s pištolo, ti se postaviš pred otroka, pa rečeš, ubi me takoj, recimo, ti daš celo svoje srce v to, kar ceniš, in ceniš maksimalno po tvoji, se pravi, maksimalno ceniš. Ampak kaj jaz predlagam, pa me vedno
ne moramo iti v te debate, ne tako močno, ampak ki so malo pase na neki ravni, ampak se mi zdi, da so najbolj pomembnejše. Je, da ti ceniš tisto, kar se dogaja maksimalno, ampak si vezan minimalno na to, da se bo enkrat to spremenilo. Se pravi, otroci se bodo odselili, kaj si rekel, in jaz, ker sem minimalno vezan na to, je naslednja stvar, kateri bom dal celo svoje srce. Aha, štekam. Da ti nisi otopel, pa nič ne cenim, se ti ne predlagaš, da nič ne ceniš, ampak da preveč, ne, pa malo korigiraš, nočem to reči, ne, ampak tako, da ceniš maksimalno tisto stvar, ki se trenutno izvaja, dogaja. In zdaj, če sem že začel z meditacijo, da takrat, ko ti sediš, daš celo svoje srce samo temu, da sediš. A veš, koliko je to enostavna stvar, pa nič vredna nam, ljudem. In ti, če daš temu, pa dihu, celo svojo, boš simple dal čemorkoli drugem, ampak si popolnoma nevezan. Takrat, ko je konc meditacije, je tako, to je bullshit, brez veze in greš naprej. A veš, in se ne vežeš na samo meditacijo tudi, ne? Štekam. A veš? Jaz mislim, da ta formula zelo pije vodo, če ne upoštevaš en zelo pomemben element pri človeku v našem lifeu. In to so čustva. Čustva so telesna, kako vemo, da so telesna, že ko si, recimo, kot te punca prizadene, fant prizadene, to nekaj čutiš, čutiš ali v srcu, v trebuh, to bo nisi, lahko rečemo, čustva so telesna, če so telesna, potrebujejo svoj čas, in če daš to v enačbo, ko si zdaj govoril, potem nisem ziher, potem moš ukomponirati tudi čas, ko ukomponiraš čas, pa ne moš iti, da zdajle cenim, cenim so tudi čustva in občutki, in potem naslednjo sekundo več nimam tega, ker to bi v praksi, recimo, če dam mogoče malo, upam, neumen primer, ampak vseeno, danes cenim svojo partnerko in imam 100% nabita čustva do nje in pol v sekundi od nje več ni, to dam v sosedno drevo ali pa v mojega psa. Ne, zato ker če takrat, če govorimo o zdaju, ne, se pravi, zdaj se dogaja, da ubiram jabolka, ampak me boli, ker me je punca zapustila. Ne bežiš stran od tega. To je pač tisto, kar se dogaja zdaj. In daš svoje srce temu. Vse svoje. Ne? To je obratno od bežanja stran. Ne? Jaz z Alešom sem se pogovarjal veliko, pa s tabo. Ne? Jaz mislim, da meditacija kot bežanje od problemov je največji fuck up od vseh. Ti se nisi sposoben spoprijeti s svojim življenjem ali pa s čustvi in ti pobegneš v nirvano oziroma v mir, ker te noben ne bo motil. Ne, to ni to. Ne. Ti v bistvu si s tem, kar je tam, popolnoma z odprtim srcem. Mislim, brez strahu. Če je strah, če je karkoli, ampak ti si brez oklepa proti temu, a ne greš.